Andrej, želim lepo toto popoldne in gost v studiu, kot smo že napovedovali, praktično danes cel dan, Stefanijo iz New Game Over. Stefanijo, pozdravljen. Pozdravljeni. Zdravo, evo, lepo te imeti spet v studiu. Gledal sem malo za lani, kako smo se kaj družili, ne, ko je bila turneja Popstars Reunited, pa smo se kar lepo lani družili. Ni še dolg časa od tega. Ampak zdaj letos je pa že bil čas, da spet prideš, pa nam absolutno staviš konec koncev. Ne? Tokrat torej v imenu skupine New Game Over začetku meseca, to je bilo, sem bral 3. maja ob 20:20, ste dali ven nov komad. Je bil to kak poseben timing? Zakaj je bilo ravno tak? Ja, ne vem čisto točno zakaj, ampak lepa cifra je. Pa moram reči, da se stvari toliko fajn ujemajo, da bomo še kdaj to 2020 izbrali, ker stvari tečejo kot po maslu. Ja, bravo, se pravi, povsod po tebi še diši. Povsod po tebi še diši, naslov novega singla. Okay. Spisala sva ga jaz pa Denis, jaz sem naredil tekst, on je naredil melodijo. Šli smo na malo bolj tak resno tematiko. V bistvu je to govori o čustvu, ko zgubiš nekoga bližnjega. Nisem hotel nič referiral nisem na nič, se pravi, je brez spola, brez časa, brez česarkoli. Ni posebej vezan na nekoga, vsak se lahko najde. Vsak se lahko najde v tem, ravno v tem sem razmišljal, da bi naredil komad, kjer bi se lahko vsak najdel v tem in neizbežno je v naših življenjih, da nekoga ne bi izgubili. Žal je tako. In komad govori o tem. Ok, fino. New Game Over pravite, da ste v teh letih postali bolj zreli, ne? Da je to tudi na nek način zdaj en takšen korak v to zrelost, čeprav glede na to, da smo tu nekje generacija, da sem jaz, recimo jaz lahko za sebe rečem osebno in tisoči poslušalcev in poslušalk, ki nas zdaj poslušajo, smo z vami odrasli in mi si ne želimo, da izgubite ta boybandovski značaj, veš. Ja, sej, na naših nastopih je tako, je zelo nostalgično, vrnemo se 20-25 let nazaj, kot neka časovna kapsula, časovni stroj. Jaz rečem ponovadi, da je tako kot DeLorean iz Back to the Future. In ja, se vrnemo tudi, počutimo se mlajši, ljudje uživajo, tako kot so takrat uživali, pač krpenijo po nekih boljših časih, ko so bili pač takrat brez obveznosti, brez nekih problemov in tako naprej. Ne. Tako da se vrnemo v te čase, podoživimo to in je pravi experience na naši nastopi. Tudi vi se zdaj recimo drugače počutite na odru kot takrat 24-25 let nazaj? Pred odrom pa po odru se drugače počutimo. Na samem odru je pa isto. Odlično. Odplešemo vse pa to, ne. Pa ko greš dol z odra, ko stopiš malo po stopnicah, pa že malo začutiš nekaj. Ampak na odru je pa še vedno čisto. Evo, vrhunsko. To mi je všeč, ker ravno to je to, ne, kar sem rekel, da ostanite naš boyband. Sej. Morate biti enostavno to, kljub zreli v sebi, na odru še dajte otroka ven. Ne? No, sej zato pa tudi, glede na to temo, ko sem jo spisal, kot besedilo, neka taka bolj žalostna tema je pa vsem hitrejši ritem, pa to, tako da se da vsem plesati na to. Tako da je tam neka kombinacija zrelosti pa radoživosti iz preteklosti. Zdaj smo že radovedni, imamo našpičena ušesa, premierno na totem radiju, zdaj New Game Over, povsod po tebi še diši. New Game Over, povsod po tebi še diši, premierno danes na totem radiju in Stefanijo še vedno z nami v živo v totem studiu. Evo, to bom zdaj povedal še enkrat, kar sem rekel vmes, ko smo komad poslušali, jaz sem ga tudi prvi slišal. To je to, kar jaz rabim od finega poletnega slovenskega komada, ki je pripravljen na poletje 2026. Se prav smo ga direkt za tebe. Ja, in verjamem še za tisoče in tisoče, ki bo slušajo tudi toti radio, glede na to, da nas je veliko ravno te generacije, ki so nam všeč, ne, take komadi. Dejansko smo imeli par komadov, pa smo dali ženskam za poslušati, seveda, ker so največ naša ciljna publika in so zbrale prav ta komad.
Je pa tak, ja, poleten, radijski tudi primeren za na plažo. In ne preveč žalost, ne, kot si tudi rekel, kljub temu, da je vzadaj ena resna tema, ob kateri se vsak zamisli, ampak je taki, ki nas že vleče v poletje, fino. K plesu. Ja, in ima tudi že videospot. Pravzaprav, ko je prišel komad ven, je že tudi videospot prišel v začetku maja. V bistvu smo kar videospot najprej dal gol, pa pol neko ta promocija. Videospot smo posneli, zdaj ne vem, februarja se mi zdi. Ali marca, tam nekje. Glavno snemali smo v Ljubljani, v Tivoliju, v Cekinovem gradu. To je zgodovinski muzej moderne zgodovine. Ja. In tam so ful lepe te sobane s temi nekimi freskami pa to, tako da vsi, ki so videli spot, so ga ful pohvalili, ker je zelo, kako bi rekel, zelo vizualen, no, tak res prijeten na oko. Prijeten na oko. Ja. Tokrat nismo imeli koreografije, recimo, ne. Okay. Ne zaradi tega, ker smo toliko stari, ampak tako pač smo freestyle, kar se tega tiče. Drugač spot nam je naredil Niko Karo iz Maribora. Zdaj smo prvič delali z njim in smo zelo zadovoljni. Ja, Niko ima občutek za... Ja, ker je res naredil fotko tako, kot smo si zamislili. Tako da ja, pejte si ga gledati na YouTube. Upam, da vas čim več pogleda. Smo že preko 100 jurjev, tako da klikite čim bolj. Dobro, fino. Gledam to, da je komaj takšen poletnik, ko vas radi vidimo tudi na odru. Kje se bomo srečali v naslednjih tednih? Ja, zdaj je zelo zanimivo, ker se pripravljamo na eno zadevo, ki je zelo pomembna za nas, zelo ena taka prelomnica je. Prvič bomo imeli band v živo, z bandom bomo nastopali, se pravi v živo muziko zraven. Se pravi z vsemi inštrumenti, back vokalisti in vse. Primerno bomo pa nastopali s tem na Pivo in cvetje. Smo en izmed glavnih bendov letos, 11.7. na Pivo in cvetje, vsi vabljeni. Tam boste videli primerno Game Over v živo z bendom, tako kot se zagre v bistvu. Wow. Dobro, ne? Tudi to je za nas, ki vas spremljamo že pravzaprav desetletja, tudi nekaj novega in smo veseli. Ja, mi tudi. Ja. Sej v bistvu smo si želeli to že dolgo časa, ampak je bilo tako logistično zelo težko izvesti. Zdaj smo najdeli ta prave muzičare, ki se ful razumemo z njimi, prav posebej za to priložnost so si dali ime Level Up. Ja. Iz igrica, veš, Game Over iz igric, Level Up iz igric. Ja. So fantje iz Ptuja, ki jih že odprej malo poznam, pa to, tako da super, evo, ko mi čakamo. Pa je pa še ena zanimivost, imamo pa drugo leto, imamo pa 25. obletnico. Tako, in pol Abrahama že, ne? Ja, v bistvu, ja. Drugače, jaz imam po letih, ne, veš, kaj sem se zamislil, zato ker jaz imam Abrahama že, sem bil lani. Imam Abrahama že, ne, tako da ja. Naš Abrahamovec z boybandom, ampak ti pa še, ne, še vseeno. Ja. Ne, vse štima. Tako da ja, pripravljamo eno zelo spektakularno zadevo v Ljubljani, pa če se bo prijelo, pa verjetno tudi v Mariboru. Ja, absolutno, bomo zelo veseli, da bo tudi tukaj, ne? Ja. Ok, fino. Ja, kaj ne rečem, pozdravi Pubeca, ne? Bom, ja. Stara dva. Glede na to, da ste kar zdaj narazen doma, ne? Ja, zdaj malo težje usklajevati vse skupaj, ne? Kako so zdaj vaje pa to, ali več ne rabite toliko, kot ste recimo pred 25? Ja, veš kaj, plesati niti ne toliko, to imamo vse v malem prstu, bi rekel, ampak zdaj s to novo ekipo, ki pa delamo glasbo v živo, pa ona dva prijeta na Ptuj, ker imamo tam vaje, mislim, oziroma tu vaje, ne? Ker na Štajerskem luftu je vseeno fajn delati. Ja, absolutno. Ja. Evo, fino, dobro, hvala, evo, za novi komad. Zdaj bomo, ker imamo še toliko časa, bomo še Ubila si del mene poslušali. Nice. Veš, ker to nas vse skupaj spomni vseeno, ne, na tiste fajn začetke iz leta 2002, ne, mislim. Zimzelena. Ja, tako, ki pa verjetno tudi ne bo manjkala, ne, zdaj v novem repertoarju z bandom. Brez te pesmi, po moje, nastopa v lifeu ne bo, ne. Fino, vi pa seveda uživate še naprej in poslušate tudi New Game Over, povsod po tebi še diši od danes, torej tudi v naših playlistah na Totem Radiu. Zdaj pa se spomnimo, kak nas je kaj manj bolelo. 24 let nazaj, Game Over in Ubila si del mene. Hvala ti, Stefan. Hvala tebi.